Danes v Pomurskem dnevniku uredili bodo Kroško ulico. Akcija Podari zvezek. Toča uničila pridelek. Sprejeli predlog preimenovanja ulic. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je bila v prostorih Soboške občine podpisana pogodba o izvajanju gradbenih del za celovito ureditev Kroške ulice. Dela naj bi bila končana do januarja prihodnje leto. Že dalj časa je bila Kroška ulica v Murski Soboti potrebna prenove, ki je bo naposled vendarle deležna. Veliko veselje mi je danes, da smo podpisali pogodbo o pričetku izvedbe del prenove Kroške ulice, ki je vredna več kot 700 tisoč evrov. Denar pa smo uspeli pridobiti iz evropskih sredstev, iz naslova celostnih trajnostnih naložb. In sicer gre za kar precej obsežno prenovo, od Cankarjeve pa tja do križišča z obvoznico. V celoti, se pravi, v prvi vrsti se bodo prenovile kolesarske steze in pa hodniki za pešce. Gre za novo posaditev dreves, ki so že odkrito povedano zdavnaj prerasla svojo velikost in povzročajo težave stanovalcev na Kroški. Hkrati za prenovo elektro- in vodovodnih inštalacij, ureditev odvodnje samega cestišča in na koncu potem v zadnji fazi celotna preplastitev Kroške ulice. Kroška ulica je pomembna vpadnica. Hkrati tudi pomembna ulica za tiste prebivalce Kroga, Satahovec, obiskovalce nekaterih servisnih storitev, trgovin in je seveda tudi zaradi tega ulica že kar dolga leta potrebna prenove. Župan se je dotaknil tudi nekaterih drugih projektov. To je samo en del tega v bistvu cikla, ki ga bomo v okviru celostnih trajnostnih naložb pod okriljem mobilnosti pričeli izvajati in ga že izvajamo. V letošnji jeseni pričnemo z prenovo Lendavske ulice, kjer je prav tako kolesarska steza že zdavnaj potrebna prenove. Hkrati pa tudi, kot je bilo že omenjeno na zadnji tiskovni konferenci, ko smo predstavili investicijo Mercatorja, celotni krog Slomškova, potem Gregorčičeva, arhitekta Novaka ulica, je prav tako vključena v ta projekt celostnih trajnostnih naložb, ki ga bomo izvedli v letu 2021 in 2022. Jeseni sledijo tudi investicije v krajevnih skupnostih. V letu 2022 tudi celotna prenova Staneta Rozmana ulice. Skratka, mesto bo dobilo posodobljeno infrastrukturo. Nujno potrebno je, večkrat ugotavljamo, da imamo ulice precej v slabem stanju, kar je posledica posegov pred leti v samo infrastrukturo, ki ni bila ustrezno sanirana po posegih. Hkrati seveda pa tudi v jesenskem delu štartamo z investicijami v krajevnih skupnostih. Uspelo nam je sedaj končno dobiti zagotovila, da nam bo država vrnila založena sredstva, ki smo jih zalagali za evropske projekte, tako da se lahko bolj suvereno in pa samozavestno lotimo tudi projektov v krajevnih skupnostih, vaških domovih in pa cestna infrastruktura. Dela na Kroški ulici naj bi bila končana do januarja prihodnje leto. V ponedeljek se je začela akcija Podari zvezek. Več o njej nam bo povedala koordinatorka akcije Matejka Horvat. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejva za začetek, za kakšno akcijo gre, pravzaprav ima tudi dobrodelno noto. Tako, že 4. leto poteka dobrodelna akcija, se zdaj že v bistvu tradicionalna poletna dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin Podari zvezek, katere namen je seveda v prvi vrsti pomagati otrokom iz socialno šibkih družin. V drugi vrsti pa je za nas tudi pomembno, da čim več ljudi, čim več posameznikov, organizacij, institucij, raznih povabimo k dobrodelnosti. Povejva to, kakšen je bil morda odziv v preteklih letih, kaj opažate? Opažamo, da je velik odziv posebej na zbirnih točkah, recimo v kakšnih trgovinah, ker je tam tudi najlažje nakupiti in pa šolske potrebščine tudi potem sproti odložiti v košarico, ki je tam nastavljena.
Nekaj donacij pa se je zbralo tudi preko dobrodelnih SMS-ov. Kako se je pravzaprav sploh začela ta akcija, če greva morda čisto na začetek? Ja, večina ve, da Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja pomaga društvom na razne načine in tako se je v bistvu dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src, ki je tudi nekako pobudnik te akcije, obrnilo na nas, če jim lahko pomagamo, tako da smo takrat mi rekli, v redu bomo pomagali, predvsem pri komuniciranju akcije, pri promociji, pri zbiranju donacij in pa pri vzpostavljanju samih zbirnih točk. Kot smo omenila, akcija nekako poteka že od ponedeljka, danes je 3. oziroma 4. dan, morda prva opažanja. Ja, nekaj šolskih potrebščin se je že nabralo, bila sem v kontaktu z zbirnimi točkami, seveda pa je na nas, da čim več promoviramo akcijo, tako da naj povem, da so se letos pridružili akciji tudi pomurski študentski klubi, ravno s tem namenom, da bodo tudi po družabnih omrežjih še bolj nekako promovirali akcijo in pa animirali tudi mlade k dobrodelnosti. Dokdaj, mogoče za konec povedati, dokdaj akcija traja? Akcija traja en mesec, do 20. avgusta torej. Dobrodelni SMS-i bodo sicer še nekaj časa tudi po tistem trajali. Naj povem, da so dobrodelni SMS-i potem tudi za nas kot organizatorje oziroma koordinatorje akcije nam omogočajo, da nakupimo na koncu tiste šolske potrebščine, ki vedno zmanjkajo. To so največkrat kakšna šestila, ravnila, šolske torbe, delovni zvezki in tako naprej. Kaj bi morda za konec sporočili našim gledalkam in gledalcem? Ja, vabim vse, da se udeležite dobrodelne akcije, da poiščete zbirno točko v vaši bližini. Imamo kar 17 zbirnih točk po celem Pomurju. Če pa vam to predstavlja večji problem, pa seveda lahko vtipkate tudi dobrodelni SMS, podari zvezek na 1919. Seveda pa vabimo tudi podjetja, da se odzovejo akciji in da nam pomagajo z donacijami. Najlepša hvala za ta pojasnila in za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam. V torek zvečer je nad Prekmurjem nastala manjša, zelo močna supercelična nevihta, ki se je razvila na vzhodnem delu Goričkega in potovala v smeri Lendave. Nevihta je postregla silovitimi nalivi in točo, ki je za sabo pustila pravo uničenje. Solzami v očeh nam Štefan Zelko pokaže posledice toče, ki mu je uničila več kot 90% vinograda. To jaz napomnim, 65 let star pa napomnim, da bi to bilo, ne. Tako je, vidite, narava, ne. In narava je pokazala svojo moč. Toča velikosti lešnika je sredi julija pobelila naravo. Še 15 ur po neurju je vinogradu opaziti ostanke toče, ki je v torek pol ure klestila po Prekmurju in uničila ves pridelek. Vina v tem vinogradu leto zagotovo ne bo. Posledice toče pa bodo vinogradniki čutili še prihodnje leto. Te oke, ki bodo za naslednje leto bi bile tudi sodobile, tako da še za drugo leto bo problem, ne. To je pa tak hin, ne, vidite to. Toča je poleg vinogradov poškodovala tudi sadno drevje, vrtove in poljščine. Najbolj so stradale v včerajšnjem neurju oziroma v toči buče, to vidimo. Buče so bile v neki zaključni fazi poraste, dobri 10 do 14 dni pa bi buča zaključila rast. Vprašanje je ostalo, kaj bo z bučami, ali je udarec bil tako močan, da bo buča od znotraj gnila. Kjučanovi iz Tešanovcev se ukvarjajo s pridelavo bučnega olja. Buče gojijo na 12 hektarjih, toča je poškodovala kar 70% vseh buč. Škodo ocenjujejo na več 10 tisoč evrov. Noben dež oziroma nobena nevihta ne pride, da ne bi bila poleg še toča. Tako da je rizično kmetovati brez varovanja oziroma zavarovanja. Ja, tako da do konca julija in pa avgusta nikoli ne moremo spati mirno, da ne bi bilo toče. Še zmeraj se lahko pojavi, tudi na istem mestu dvakrat ali pa trikrat, ali pa če ne na istem mestu v drugih krajih, se lahko tudi toča v naslednjih dneh pojavlja. Tako da nikoli nismo mirni od vremena. Zaradi nestanovitnega vremena bodo kmetje tudi v prihodnjih dneh s strahom zrli v nebo. Na 13. seji občinskega sveta občine Lendava so včeraj govorili tudi o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava. Govora je bilo tudi o Mirišču. Poglejmo. To Mirišče, ki je bilo dejansko nekoč naselje Brezovec del, da pride v ulični sistem, so želeli tamkajšnji prebivalci. Podpisali so tudi svoja soglasja, da se to naredi. Gre za 7 prebivalcev tamkajšnjega območja,
in dali smo to možnost tudi preveriti. Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je preverila, ali je možno to naselje poimenovati kot ulico Mirišče in dobili smo 3. julija pozitivno mnenje, tako da so tukaj tudi dejansko vsi postopki iztekli. Ker pa ima občina svoj odlok o imenovanju in preimenovanju ulic, je s tem namenom potrebno v 19. členu, kjer so naštete vse ulice, ki se nahajajo na Hotizi, v naselju Hotiza, je treba to točko dopolniti oziroma ta člen za novo 9. točko, kjer se doda kot ulica Mirišče, ki obsega območje od parcelne številke 3063 do parcelne številke 3132 kao Hotiza, dolžini 500 metrov. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 30 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 25, v Radencih 26, v Murski Soboti in Lendavi pa 28 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na soboto. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru od 15 do 16 stopinj, dnevne pa okoli 26. V petek popoldne in v noči na soboto bo ob nevihtah povečana možnost za pojav krajevnih neurij. V soboto dopoldne bo ponekod na vzhodu še občasno deževalo, na zahodu pa se bo že delno zjasnilo. Popoldne bo večinoma sončno. V nedeljo bo precej jasno, popoldne ali zvečer bodo na severu posamezne vročinske nevihte. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 17, čez dan pa od 25 do 28 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno vas pozivamo k upoštevanju nasvetov strokovnjakov in ukrepov vlade. Zato si redno umivajte roke, kašljajte in kihajte v robček ali rokav, redno zračite prostore in držite razdaljo 1,5 metra. Vse, kar je potrebno, pa boste vsak dan sproti izvedeli v Pomurskem dnevniku. Hvala, ker ste bili z nami, v našo družbo pa ponovno vabljeni prihodnjič. Bodite z nami.